Selimo se v Belo krajino na tamkajšnjo metliško osnovno šolo, kjer so nedavno zaključili staro tradicijo in začeli novo. Ključ, ki so ga vsako leto osmošolci in nato devetošolci predajali naslednji generaciji, so po več kot pol stoletja postavili v vitrino na vhodu v šolo. Tradicijo so daljnega leta 1968 začeli takratni osmošolci, ob pomoči sošolcev pa je ključ izdelal sedanji občinski svetnik Anton Pezdirc. 56 generacij je prenašalo ta ključ in so ga tudi dobro ohranili. Čuvali so ga tako učitelji, tako so ga čuvali tudi učenci. Danes, ko na to gledam, da je ta ključ preživel toliko leta in da so se tolike generacije šle čez to šolo, mi je to veliki ponos. Ob upokojitvi starega ključa pa je avtor prvega izdelal novega. Prvi ključ je bil spontano napravljen v delavnici mojega očeta, na skrivaj sicer. Sem ga porabil mogoče tam 14 dni, ker pač ni bilo takih strojev obdelovalnih, kot je danes. Ta ključ pa, pa tudi manj ni časa porabil, samo je bolj strokoven, lepši. Učenci se še zmeraj želijo strašno tega stika z preteklostjo, zelo radi sodelujejo pri predajanju ključa, to jim je najlepši dogodek v letu in zelo smo veseli, da smo prvič stari ključ obnovili in razstavili in drugič, da smo dobili tudi nov ključ, ki nam bo služil za generacijo učencev še dolga leta. Prepričana sem, da bodo sedanje generacije učenk in učencev temu pridobljenemu znanju znale dodati še spoštovanje, delavnost in pa prijaznost in da bojo s tem ključem še bolj uspešno odpirala vrata širom sveta. Dogodka s pestrim kulturnim programom, ki so ga pripravili osnovnošolci iz metliške občine, se je udeležila tudi predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Cenimo to medgeneracijsko povezovanje, predajanje vrednot, znanja, navdihovanja. In je res, zelo prijetno, pa tudi vemo, da je šola v Metliki zelo kakovostna, da zelo lepo skrbijo celoten kolektiv in vodstvo za dobrobit otrok, njihov razvoj, ustvarjalnost, kar je videti povsod po šoli. Vabilu na dogodek so se odzvali tudi nekateri sošolci Antona Pezdirca, skupaj so podoživeli svoje šolske dogodivščine.